Jaz mislim, da je Obrtna zbornica kot stanovska organizacija tista, ki bi mogla svoje člane to zadevno osvestiti. Še enkrat, predsednik je lahko povedal, samo SAZAS daje dovoljenja za javno uporabo glasbe na teritoriju Republike Slovenije. Torej, nihče drug te pravice nima in vemo, kakšne so postopki na sodišču, vam pa lahko povemo iz prve roke, da praktično vse stvari dobimo. Potem se začnejo pojavljati problemi ravno zaradi te neosveščenosti in zaradi zavedenosti, bi lahko rekli. No, če prenesem na konkretni primer, me zanima čisto. Danes dopoldne sem res v eni restauraciji vegetarijanski v Ljubljani, kjer se je lastnik oziroma gospod, ki ima ta lokal v najemu, je rekel, prišli so iz SAZAS-a in želijo, da plačam. S tem, da jaz sem obveščen, da ambientalne glasbe ni potrebno plačevati. Tam je nek Hare Krišna in pravi, da on te izvajalce pozna, ki dela glasbo za njegov lokal in da oni pač od SAZAS-a ne dobijo pa nič. Ja, gledajte, samo v Ameriki je možno glasbo kupiti in 100% pravice pridobiti. V Evropi to ni možno. Se pravi, v Ameriki je možno, da nekdo naredi glasbo za, ne vem, velike trgovske centre in potem se v teh trgovskih centrih, ki jih je lahko v taki veliki državi ogromno, predvaja ta glasba in ne tista glasba, ki jo ponujajo iz svojega repertoarja največje ameriške kolektivne organizacije. V Ameriki sta to dve. Se pravi, v Ameriki je možno pravice prodati in prenesti. V Evropi to ni možno. Torej zastopate interese tudi teh Hare Krišna in tudi oni bodo od vas dobili? V Sloveniji in v Evropi ni možno pridobiti pravice od drugot oziroma od drugega kot od kolektivnih organizacij. Za vsakršno javno uporabo. Se pravi, SAZAS je edini, ki lahko da dovoljenje. Kaj pa recimo v šolah, kjer se tudi vrti glasba, recimo na šolskih plesih ali pa pri glasbenem pouku? Kaj pa v tem? Treba je ločiti strogo, kaj je v okviru izobraževalnega programa, o tem smo tudi že dostikrat govorili in tudi nas vedno napadajo na to temo. Vrtci, šole, skratka vse vzgojno-izobraževalne ustanove. Kar je uporabe v okviru vzgojno-izobraževalnega programa, ni plačljivo. Če pa v vrtec pride nastopiti, ne vem, Romana Kranjčan ali Andrej Šifrer v svojem otroškem programu in morajo zato starši posebej plačati, otroci prinesejo posebej denar, je pa treba od tega seveda plačati tudi. Namreč Janez Hvale je napisal pesem Murenčki. Ki jo vrtijo. Ki jo vsi vrtci uporabljajo. Kaj pa za neprofitne prireditve, recimo, kjer se ne pobira vstopnina? Tukaj imamo ogromno enih problemov, kajti po stari slovenski navadi ljudje zelo radi organizirajo dobrodelne prireditve, na katerih organizator, tisti, ki dvorano dal najem, ozvočevalci in tako naprej, vsi zaslužijo, samo glasbeniki ne zaslužijo ničesar. Mi smo imeli 2 odmevni akciji v lanskem letu, smo sprejeli na upravnem odboru sklep, da vse prireditve, ki se prijavijo kot dobrodelne in katerih izkupiček gre dokazano za pomoč tem poplavam, ki so bile na železnikih, kjerkoli po Sloveniji, da vse te prireditve oprostimo plačila prispevkov oziroma nadomestila. Ampak to je bilo enkratno, ne? Ne. Treba je povedati, da mi imamo v svojem pravilniku, če so prireditve dobrodelne, se lahko pač polovica honorarja odpusti. In to v praksi s pridom uporabljamo. Praktično vse prošnje, ki so na SAZAS-u evidentirane skladno z našim pravilnikom, imamo pogoje 30 dni prej, potrebno je povedati, da so se tudi vsi izvajalci odpovedali honorarjem in tako naprej. Se pravi, potem se tudi mi odpovemo in tega je ogromno. Lanskrat mislim, da je zdaj v zadnjih pol leta je bilo okrog 30-40 takih prireditev. Se pravi, na veliko vedno gremo nasprot in povsod maksimalno, kar se da. Kaj pa, če gre za koncert nekega zbora, recimo? Neprofiten, božični koncert nekega zbora. Zdaj, če imamo mi to delo v našem repertoarju,
Zdaj vprašanje, kaj je neprofitno, to je to, kot je Janez povedal. Potrebno je plačati redarje, potrebno je plačati ozvočenje, potrebno je plačati vse. Pride 50 ljudi na koncert, če je to manjši koncert, mislim. Če so to dela iz našega repertoarja, potem je za tak koncert potrebno plačati. Sam so to so izredno nizke tarife, mislim, da je okrog 15 evrov. To niso ne vem kakšne tarife. Se ste prej videli tudi v gostilnah, da so to nizke tarife. Ne, ker po mojih podatkih je tudi od 100 do 150 evrov recimo pošljete račun. Odvisno, ne? Odvisno, za kakšno vrsto tarife gre. Nimamo enega od velikih problemov. In sicer ta problem je, da je država sprejela zakone, ki jih potem ne kontrolira ali se izvajajo. In naš minimum je različen. Imamo različne tipe prireditev. Ne? Ampak 100 evrov je minimum za zabavne prireditve. In potem je odvisno, ali izvajajo zabavno glasbo, ali izvajajo resno glasbo. In če se vsak prireditelj pridobi predhodno dovoljenje in plača vnaprej, oziroma takoj, če izpolni vsa zakonska določila in določila iz našega pravilnika, ima tudi 20% popusta. Prav vsi tisti, ki se prizadevajo, da dobijo dovoljenja tako, kot je treba, so deležni popustov, za ostale so pa seveda kazenski pribitki. In imamo pa en problem, kot sem prej povedal. Zakon je tak, da lahko tarifo spremenimo samo z nekim reprezentativnim združenjem uporabnikov, s pogajanji. Zdaj pa mi že eno leto sami pozivamo organizatorje koncertov, naj se združijo, da se dogovorimo, kako bi sodelovali naprej. Ker v našem interesu je, da zreduciramo stroške in da smo čim bolj učinkoviti. To pa lahko naredimo samo tako, če se z njimi dogovorimo o učinkovitem sodelovanju. In zdaj bo avgusta bo eno leto in se niso sposobni zorganizirati. Kulturna društva, pevski zbori, recimo, ki dobijo po 1000 evrov na leto donacij od občine in tega, pa ne pravijo, recimo, pevski zbor, ki ga imajo, da enostavno ne bodo več prirejali koncertov, zato ker ne morejo plačati vam 150 evrov za vsak koncert, ker enostavno nimajo tega denarja, pa da zaslužijo, ne? Mislim, ker so nepridobitni. Tako, no, z njimi, recimo, zdaj mislim, da so se kulturni domovi ravno decembra organizirali in so ustanovili svojo asociacijo reprezentativno. Ne. Tako da tukaj so bili že njihovi predstavniki in z njimi se bomo nekaj dogovorili v smeri tega, da ne bi zaradi teh tarif zavirali nekega kulturnega življenja, pa obenem, da kljub temu oni zakonsko vse določi, da je izpolnejo. Dokler pa tega dogovora ni, boste pa vi pač enostavno. Mi to moramo, veste zakaj moramo? Glejte, mi imamo vsako leto revizijski pregled. In revizija si naključno izbere toliko pa toliko prireditev. In potem reče, dajte mi tole prireditev pokazati, kako so potekale zadeve. In potem vidijo, organizator ni prijavil, se pravi, dobili ste podatke tam pa tam pa tam, dobili ste osnove za izračun in revizija kontrolira, kako mi izstavljamo račun. Se pravi, naš račun mora biti izstavljen skladno z zakonom in skladno z našimi internimi akti. In če bi mi kar na pamet izstavili račun takmu, kot ste vi rekla, za 20 evrov, to ne bi bilo skladno in bi revizija rekla, da delamo proti internim aktom in proti zakonu. Ne? In tle pridemo v tisto slepo ulico, kjer je zakonodajalec ravno na pobudo obrtne zbornice, ne, se je zakon spremenil, ampak v velikih primerih je pa zakon neživljenjski. In če bi bila naša pravica taka, da bi mi sami postavljali tarifo, bi rekel, v redu, damo za vse pevske zbore v kulturnih domovih 50% popust in nam ne bi nihče mogel nič. Če bi mi zdaj danes to naredili, bi bilo to protizakonito. Se pravi, smo v neki vrsti pad poziciji. Administracija tudi nas ubija.